Lepo pozdravljeni v pustni oddaji Skorentovanja na BKTV. Ja, te dni ni samo obarvano v duhu pusta na Ptuju in v okolici, ampak tudi pri nas. Marsikaj lahko vidite, kaj se dogaja, kakšne pustne maske, like imajo tako v središču Ptuja kot v okolici. No pa če si pogledamo kar prvi prispevek in sicer tokrat se bomo posvetili dornavskim ciganom. Gre za en tradicionalni etnografski lik, ki ga tudi vsako leto predstavijo. No, tisti, ki ste o njem kaj manj izvedeli, pa boste zagotovo zdaj videli, o čem govorimo. Seveda bomo pa marsikaj izvedeli še v nadaljevanju. Poglejmo. Etnografsko društvo Cigani iz Dornave deluje že nekaj let, od takrat pa se predstavljajo tako doma kot v tujini. Naše društvo, etnografsko društvo Cigani Dornava je nastalo leta 2011 pod željo Dornavčanom, da pač še to tradicijo vodimo naprej. Mi smo društvo, ki je pač lik dornavskega cigana poneslo tudi v svet. Tako smo obiskali že veliko karnevalov po Evropi in vsako leto obiščemo vsaj dva. Naša posebnost so naš ansambl Ansambl Išijas se imenuje, ki se bo danes tudi predstavil na odru s plesom in z glasbo z vsemi cigani. Pripravili pa so prav posebne plesne točke, saj so dornavske ciganke zaplesale etnografske ciganske plese. Za danes smo združili dva stara plesa, ki smo se jih že v koronskem počivanju malo pozabili, in pa enega novega, ki ga je ustvarila gospa Maja Bračič. Zaplesale torej niso standardnih salonskih ali družabnih plesov, kot se jih pleše sedaj v diskotekah, ampak s koreografijo etnografskih pravih ciganskih plesov zadele v polno. Ciganski plesi je prva posebnost so krila. Namreč naša krila so zelo velika, ki se lahko dvignejo do gor in se zelo vrtijo. Dosti posebne pa so tudi seveda rute, ki jih mi z veseljem uporabimo v samem nastopu. Izredna pa so tudi njihova oblačila, saj so pisana, živahna, pri vseh pa prevladuje živo rdeča barva. Cigani smo živi, pozitivni ljudje, ki prinašamo dobro voljo. To je tisto, kar je važno, dobro voljo, smeh in veselje. Naša oblačila pa so danes sicer narejena za odrski nastop, tako da so malo bolj posodobljena. Niso čisto taka, kak so bila prvotno, v tistem se pa pač na etnografskih povorkah tudi predstavljamo. Ne nazadnje pa je treba povedati, zakaj so se odločili biti cigani in ustanoviti etnografsko društvo Cigani iz Dornave. Cigani so že od nekoč z veseljem prihajali v Dornavo, ker jim je grajski gospod dovolil taboriti ob parku ob Grajskem dvorcu. Potem so pa hodili po vasi, kjer so pač prosili za kakšno kuro ali pa kakšen denar, popravljali nože, brusili nože, popravljali marele, krpali piskre, skratka, ustvarjali so vse te domače obrti in ljudem pomagali. In prav to tudi mi na naših povorkah, karnevalih in nastopih predstavljamo. Vedno pa svoje nastope, sploh pri glasbi in petju, začinijo s humorjem, ki je nenazadnje tudi del življenja. Tako kot vsi pustni liki pomagajo pregnati zle sile in ljudi spravijo v dobro voljo. Smo nazaj v studiu in v moji družbi je sedaj zgodovinarka in arhivistka, sicer tudi velika poznavalka kurentovanja nasploh na Ptuju, torej gospa Marija Hernja Masten. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Če se nekako kar osredotočiva na te tradicionalne etnografske pustne like, ki jih imate na Ptuju in v okolici, od koder izhajajo, kar precej jih je. Mi smo si zdaj pogledali ta prispevek o dornavskih ciganih iz njihovega etnografskega društva. Pa me zanima, pravzaprav za kakšen lik gre, kakšno mističnost ima, kaj lahko poveste o njem? Torej, cigani imajo seveda res, zdaj so že postali tradicionalna maska, čeprav jo v začetku najbrž še ne bi upoštevali, če bi razmišljali, kaj pa cigani imajo z enim pustovanjem. Vendarle so seveda historično gledano nazaj cigani prihajali v mesta in so se nekje običajno naselili malo pred mestom, to je bilo na Ptuju pri Dornavi, tam je bil majhen gozdiček in tam smo jih lahko našli. Ljudje so jih opazovali, njihov način recimo življenja, pripravo hrane, vse sorte tudi do tistega pohajanja po vasi, medveda peljat, potem prerok
prerokovati. Recimo dobro, kadar je prišel cigan na dvorišče, je gospodarju rekel, želim ti srečo, vse dobro. Če je bil gospodar prijazen, so ga seveda potem tudi nagradili s čim, ali pa so mu dali, seveda oni so zmeraj radi imeli najprej predvsem denar, pa tobak, pa take stvari. Kljub temu so vzeli tudi hrano, no in prav v okolici Dornava se je to ustalilo in iz tega je nastal zelo lep, avtentičen lik cigana. Vemo, da so recimo, njihova mistika, ženske lepotice pravzaprav, ne, živopisani so, nič ni na njih nekaj usklajenega barvno, to mora biti vse odpičeno, popolnoma recimo drugačno, kot je na nekih povprečnih ljudeh, bom rekla. In seveda njihova vizionarski pogled, nekateri so imeli to danost, ne glede na to, da so morda gledali pri hišah, kaj se dogaja, so znali kar uganiti in ljudje so kar z strahom, spoštovanjem gledali te prerokovalke, šlogarce smo rekli, ne, idi k šlogarci pa ti bo povedala zdravje, ljubezen, denar, ne vem, gospodarstvo, vse, kar te je zanimalo, so znali vsaj približno zaviti v tako obliko, da je bila tudi za ljudi sprejemljiva. Iz tega je nastal ta zelo zanimiv lik, ki je seveda pripeljal vaščane Dornave do tega, da so ustanovili svoje društvo, da imajo seveda vsako leto veliko dela, da obnovijo te svoje obleke, prave plese, da se udeležujejo recimo, vseh teh tako zvanih izven karnevalskih dogajanj, ki so po celi Evropi praktično. V bistvu sta dva društva. Eno so etnografsko društvo, drugo so pa lukarja. Lukarji, točno. Lukarji so bili najprej. Ne? Oni so pravzaprav s tem začeli, ker imajo tudi starejšo tradicijo. Potem pa je seveda tisti lukarji so mogoče šli bolj v drugo smer, cigani pa so prav samo temu ciganskemu življenju. Če pogledate njihove vozove, tisti, ki brusi, recimo, tisti, ki je krušnjar, tisti, ki vodi punce, ki plešejo. To se pravi, so se dejansko usredotočili prav samo na to način ciganskega življenja. Voz, kuhajo, ne, to po mestu jih zavohaš, smrdi, že dim se kadi, recimo, pojejo, muzikanta imajo, vse, kar najdemo. In celo družino, ne? In celo družino, recimo, vključijo. Tam vas ne sme začuditi, če otrok kadi cigareto, ne, saj mu dajo tako, ki ni recimo škodljiva, ampak nekoč recimo v tistem času, da režejo meso, kar tam zunaj pečejo, tako kot je to v ciganskem taboru življenje teklo, tako ga poskusijo prenesti in takrat za čas karnevala prestaviti pravzaprav na Ptujske ulice. V čem pa je potem ta razlika pri lukarjih? Lukarji imajo tudi svoje, recimo, mogoče so malo, bomo rekli, starejša populacija, ali pa so, drugače so pa cigani popolnoma enaki. Ti in oni, gledali so jih taki pa drugi. Se veste, v eni vasi lahko nastanejo 3-4 folklorna društva in seveda in so si podobna ali pa tudi ne. Torej, v tem je razlika, da so praktično dvoji, nič drugega. Dobro, potem pa predlagam, kaj o ciganih oziroma tudi sicer o maskotah in teh etnografskih likih menijo torej tisti mimoidoči oziroma tisti, ki so si ogledali to dogajanje in pravzaprav nekako smo jih ujeli na ulicah in jih povprašali, kako jim je bilo všeč, pa tudi o tem, da nam znajo povedati, kakšne like etnografske poznamo. Poglejmo si najprej prispevek. Etnografski pustni liki so vse bolj prepoznavni. Vsako leto pripravijo na Kurentovanju na Ptuju več predstavitev, na katerih se predstavijo različna društva, ki pokažejo, kaj etnografski pustni liki tudi počnejo. Tako je tudi na letošnjem Kurentovanju, ko smo lahko videli pokače, cigane, kurente in vse druge. Na koncu ene od teh predstavitev pa smo obiskovalce vprašali, kateri so jim najljubši. Kurent je rogoznica, ker so najbolj zabavali ljudi, pa največ jih je bilo.
Pa si že videl, kje druge te pustne like, kjerega bi jih lahko naštel, mogoče enih par? Ja, Cigane, Dornavske, potem so bili kuranti Rogoznico, kuranti Ptuj, eno, pa še dosti drugih. Danes je bilo super, dolgo je trajalo, te Cigane so bile enkratne. Pa vse maske so bile prečudovite. Mi lahko mogoče malo tako naštejete, vem, da smo jih videli, ampak vseeno, kjer pustne like tako poznate? Ja, bolj ko ne poznamo vse, ker smo Ptujčane. Tako da, kaj so bili cirkovški plohari, so bili, kdo še bolj kurenti, iz Ptuja kurenti, vse posod. Bolj nasplošno kurenti. Pa pazite na Ja, Cigane, Dornavske. Zdaj ne vem, če so bili cirkoški folkloristi zraven, ker so včasih pri folklori plesala. Meni osebno še vedno tradicionalni lik kurenta. To me poživlja v mladosti in zaradi tega prihajam v Ptuj. Kaj pa takole ostali še liki, znate jih verjetno malo našteti, pa glavna naloga jim je pa tudi verjetno vsem ista, ne nazadnje. Seveda, zabava, tile Dornavski so mi tudi všeč, Cigani, predvsem pa za mlade. Ti mladi, ko se našemijo, vedno je neka nova ideja, z novo prije dogajanja po svetu prinašajo tudi, da se lahko najdemo veliki. Tudi pokači, ki so zdaj za nami, je tudi ena zvrst, ki jo moraš prav obvladati. Zeleni Juri, kuranti, pokači, Cigane. Kateri so vama najbolj všeč, pa zakaj? Ne vem, Cigani, ker plešejo. Kaj pa tebi? Meni pa zeleni Juri zaradi tega, ker se je premetal, pa so mu otroci potem totemi drugim pomagali. In verjamemo, da se po vsaki taki prireditvi najde še več ljudi, ki so pozorni na etnografske pustne like, med katerimi najdejo tudi take, ki jim postanejo najbolj všeč. No, toliko o tem, kaj menijo obiskovalci, pravzaprav pa med temi tradicionalnimi etnografskimi pustnimi liki zagotovo ne moremo zgrešiti kurenta oziroma koranta, pa seveda picekov in kur, pa moža, ki išče kupje, pa orače, ploharje, pokače in še veliko. Če morda se še lahko malo osredotočimo na nje, gre za tradicionalne etnografske pustne like, ki imajo seveda močno tradicionalno in kulturno zakoreninjene korenine v tem območju. To je res. Prav na tem majhnem prostoru med Slovenskimi goricami in Halozami, Ptujsko-Dravsko polje, je ostalo nekaj zelo zanimivih teh pustnih likov, ki jih pač uvrščamo v čas, ali pa so ženitvovanjski, tako kot so danes recimo markovski kupljaši. Brez njih si pravzaprav niti ne predstavljamo enega pustovanja pri nas na Ptuju. Vendar ti stari liki, recimo kurent orač, ki je šel v spremstvu tistih konjičev, ki so pelali recimo njegov plug, da je prišel v hišo k gospodarju in je zaoral prvo brazdo v tistem letu za plodnost, za rodnost, da je seveda hiša bila srečna, da je prinesel ves ta mistični, se pravi, pogled na svoje delovanje in obhoda, ko so šli z njim tudi druge maske. To so bili piceki, smo rekli, prišli so, Bog vam daj dosti jajc, dosti picekov, dosti kürek, dosti vsega. To so bili otroci, ker je pač bilo pomanjšano, piščanček je majhen, običajno oblečeni kar v to belo krilce, glavici ena koničasta kapca, jahajo količek, ki ima piščancovo glavo, rep, in seveda otroke so hitro naučili, kako se seveda piščanec obnaša. Kürike, ki pridejo prav tako, recimo baba, deda nosi, je zelo šaljiva, zgleda eden v košu stoji in ženska vsa utrujena, se
svojega deca domov, to je zelo pomembno, ne. Med njimi so tudi denimo ploharji, ne? Tako, recimo, ne, ploh ne samo ga vlečejo fantje in tak naprej, recimo, sem rekla prej, ne, da tisti poroka je morala biti nekje do pusta opravljena, kdo se do takrat ni, eno, kaj se mu bo zgodilo, ostane sam, zato se seveda nekako ponazori tak rod, en trd, kol ostaneš, nič ne bo z tebe nekaj pametnega se rodilo v tem letu, morda v naslednjem, ne. Toda vsako leto je bilo potem težje, ker si že bil malo na vasi zaznamovan s tem, da ti ni uspelo. Jurek pa rebolj, ne. Jurek je lep zelen, tako kot zelen Jurij, je nagajiv, pride z gozda in seveda prinese te pomladne rožice, vse, kar ima s seboj. Ta rebolj je njegov antipod, se pravi, je še v kosmato oblečen, ga še zebe, je še zelo na zemlji in trdno v sedlu zimskem, se pravi, seveda nagaja. Ko pride Jurek, reče zdaj, poskusiva, ne, priklicati pomlad, ne, on se vrže dol, ne želi. Enako dela rusa. Ne? Rusa je zelo različna, je lahko v njej, to je eno tako, bomo rekli, žival, ki prikazuje, zgleda kot kamela, pa ni kamela, pa ni konj, pa je konj, pa vsemu je malo podobna, ne. In seveda... Odkot te izpeljanke, pravzaprav te podobnosti živali, ker nikoli ne moremo prav razločiti? Ne vem, natančno, recimo, kaj jaz vem, odkot so živali. Te, recimo, antropomorfne maske so stare, tam po par tisoč let stare kamene dobe, ne, imamo tam recimo v Franciji že upodobljenega človeka, ki je z masko, ne. To je ta, ko si lovec, greš do živali, zdaj jo boš ubil, kaj pa duh živali, čutiš ga, veš. In enako so seveda vse te živali, ki prihajajo v takih ali drugačnih šemah, zelo, zelo tukaj. In ljudje so seveda nekoč bolj živeli z naravo, bolj so poznali tudi to verovanje v duhove, v škrate, v vile, v, ne vem, v hudobne in dobre. Vse to je seveda zakoreninjeno prav v teh naših tipičnih maskah, šemah, ki pridejo enkrat na leto, seveda tudi na plano. Ne, in tudi ta mističnost, ne, njihova. Ja, ta mističnost, seveda njihova, ki se, moram reči, da zelo bojim, da bo popolnoma izginila, če je ne bomo negovali, če je ne bomo, recimo, kaj jaz vem, predajali na mlajše rodove, da ne bodo samo šema, ampak da bodo vedeli, kakšna šema so in zakaj so taka šema. Predvsem kurantom oziroma korantom, ne, ki jim res nekako uspeva to zelo dobro prenašati na mlade rodove in gre tudi za enega najbolj značilnih in prepoznavnih teh pustnih likov, ne samo na Ptuju in v Sloveniji, ampak tudi izven meja. In že od malega navajajo otroke, ne, že takšni dvoletniki si nadanejo svojo kurentijo in jaz predlagam, da si na tem mestu morda ogledamo res prispevek, ki smo ga naredili v tem tednu, namreč bili smo na Ptuju v središču mesta in tam seveda dobili tiste najmlajše kurente in korente. Poglejmo, kako je bilo. Med razlogi, ki so jih otroci, ki so bili na dnevu kurentov in korentov na Ptuju, prav tako v kurentovi opravi in se pokazali skupaj z drugimi, je prevladal en razlog za njihovo sodelovanje. Odganjamo zimo, prinašamo dobro letino, plodnost, rodnost. Povej pa mi tale oprava, zdaj to je težka, kako se kaj gibaš v tem se skupaj? Pa bo malo težko, ampak če me to veseli, nič ni težko. Tudi hudiček Urh iz istega društva meni podobno. Povedal pa nam je, kaj pravzaprav dela hudič. Ja, isto kot kurent pa baba lovi. Ampak ti imaš malo še komandiraš, ne, zraven. Ja. Kaj moraš ti malo narediti kurent, če ti pobegne, jih malo na kup spraviš, ali kak? Ja. Kaj počneš pravzaprav? Pa zakaj ti je to všeč? Vidim, da si tudi že... Jaz sem bil na začetku, sem bil skozi kurent, zdaj letos sem se pa odločil, pa bom hudič. In si našel opravo in vidim, da ste tudi robčke že nabrali nekaj, ali ste malo pogolfali, pa jih doma že navezali? To sem jih dobil, nisem jih nič doma vezal. Našli smo še manjšega in mlajšega kurenta, ki je prav tako nosil opravo. Ni težko. Ja. Kaj
pa počne kurent? A si moral kaj skakati? Si mogel kaj trenirati, da si lahko skakal? Moraš skakati pa odganjati zimo. Pa misliš, da ste jo nagnali ali je treba še nekaj dni skakati? Nekaj dni skakati. Kaj pa potem? Pa pride za zimo? Pomlad. Ujeli smo še mentorico, vodjo kurentov iz Dobrovc, kjer imajo prav tako v svojih vrstah otroke. Dejansko pripravljamo v našem kraju Dobrovce že 20 let pustno povorko in ti otroci, ki so sestav tako imenovanih dobrovških kurentov, so se v času te povorke dejansko rojevali. In ni drugega, kot da ob spremljanju teh povork, v večini so tudi njihovi starši, so udeleženi v različnih pustnih skupinah iz leta v leto in otroci so prevzeli ta pustni lik. Nekako smo pa torej starši tisti, ki jim predvsem z predstavitvami, kaj kurent je, kaj predstavlja, kaj pomeni, kaj simbolizira in kako zelo pomemben je, da ga v slovenskem prostoru ohranjamo. In če jim vse to povemo, sem prepričana, da ga slej ko prej zavzamejo za svojega. Dobrovški kurenti so v 2 letih delovanja pravzaprav v svoje vrste privabili 40 otrok, tako da bodo še nekaj časa imeli podmladek. Tako smo ujeli najmlajše kurente in korante. Morda na tem mestu, kako jim uspeva prenašati to na mlade rodove, da že takšne majhne otroke, torej jim nadanejo to kurentijo in pa na hitro, kaj je razlika med kurentom in korantom? Nobene. Kurent je ime pravilno našega božanstva, ki po verovanju, recimo, kaj jaz vem, prikliče pomlad in tako naprej in prihaja v tem pomladnem času, ki ga je krščanstvo uvrstilo nekje med svečnico in pa seveda pepelnico v ta čas tega pustnega obdobja. Medtem ko korant je samo narečen izraz, tako so rekli recimo, kaj vem, na mestnem vrhu, v Markovcih rečejo, mi pa gremo v korantijo, ne? Zato se je nekako tudi ta drug izraz, kurent, korant, uveljavil med ljudmi. Drugače pa seveda, kako nadaljujemo z tradicijo. Kurentija, oprava kurentija je šla iz roda v rod, iz očeta na sina. Tam, kjer je kurentija bila doma, jo je oče predal sinu. In seveda, da bi ga vpeljal v ta mit kurentovega obredja in obhoda, so jih že zelo zgodaj vzeli s seboj. Dan današnji že vzamejo čisto mali očetje s sabo, ne moreš imeti kape, ima samo rutico, pa zvonček, pa že ve, da pozvoni. Recimo. Tudi punce in ženske so. No, to je recimo tudi ena noviteta, ki jo je prinesla ta popularizacija kurenta, da je seveda nekako tudi dekletom dovoljen, drugače pa v starih obdobjih so bili to lahko samo samski moški, ki so seveda šli od dekleta do dekleta, oblečeni v to masko, dobili od nje robček, da so potem lahko videli, katera jim je bila naklonjena ali ne. Recimo, danes je to seveda že popolnoma drugače, tudi ženske želimo sodelovati pri tem in ne vem, zgodovina oziroma čas bo pokazalo, ali je dobro. Jaz mislim, da ja, glede na to tam, kjer so punce, dekleta, tam gre zmeraj tudi naprej in se še bolj prenaša v tradicijo, kot se recimo prenaša to tam, kjer je to tipično moška zadeva. In kurent kot lik je tudi vpisan v UNESCO program kulturne dediščine, tudi tega ne smemo zanemariti. Ja, leta 2017 so bili obhodi kurentov z vsemi temi maskami vred, torej vpisani decembra 2017 na UNESCO-vo, se pravi, listo svetovne kulturne dediščine. Zato je na Ptuju bila odprta nedolgo nazaj tako zvana kurentova hiša, kjer lahko obiskovalci Ptuja in vsi ostali, ki se želijo z tem obredjem spoznati malce bolj globoko, doživeto, lahko vidijo skozi vse leto. Če sva rekli, da kurent sme biti samo od svečnice, se pravi od 2. februarja, ko je kurentov skok in se prične njegovo delovanje, pa do konca, se pravi pustni torek je zaključek, ko skurimo pusta, pa ga ni več, takrat kurent svojo opravo spravi nazaj in počaka do naslednjega leta.
da pa bi ljudje bili seznanjeni, zakaj smo bili vpisani in kaj je pomen kurenta, pa je potem to zelo lepo prikazano zdaj v tej kurentovi hiši, ki je pod UNESCO-vo zaščito in pod pokroviteljstvom. Že vrsto let pa seveda ne smemo zanemariti, namreč nekako obraz kurentovanja in nenazadnje te tradicije so vsekakor tudi princi. 18 princev kurentovanja se je zvrstilo v tem času, no mi smo se danes seveda odpravili k 15. princu v občino Majšperk, to je princ Bertolda Draneški, Rajko Jurgec, no in naša ekipa je pravzaprav pri njem preverila, kakšni so še njegovi spomini na njegovo prinčevanje oziroma na tisti datum, na tisti čas, tisti 5-letni čas, ko je tudi bil sam princ. Poglejmo si prispevek. Lepo pozdravljeni smo v Majšperku z 15. princem karnevala. Obudili bomo nekaj spominov na tisti čas, ko je bil princ, pa ga kar povprašajmo, kaj vse se je takrat dogajalo in kaj počne danes. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Povejte, dragi princ, kakšno je pravzaprav vaše uradno ime? Ja, moje uradno ime je princ Bertold Draneški. Dobili ste ga na podlagi vsega tistega, kar je zbrala gospa Masten, pa vendar, kako je bilo v tistih časih, ko ste prinčevali? Kako ste se pravzaprav počutili, ko ste dobili takšno nalogo? Torej, jaz ne bi rekel temu, da je to naloga, to je dejansko častna funkcija, ki jo pač dobimo tisti, ki smo za fašenk, če tako rečem, po naše v preteklosti nekaj naredili. Torej, jaz sem član turističnega društva Koranti iz Pobrežja, to je v občini Videm pri Ptuju, no in ravno v tistem okolju je gospa Marija Masten našla zgodovinsko osebnost v Bertoldu Draneškem in temu je potem priredila tudi mojo opravo in pa opravo moje spremljevalke in pa tudi opravo garde, namreč vsak princ ima tudi svojo gardo in pa prapor. To so, bi rekel, naši zaščitni znaki, ki nas spremljajo ves čas prinčevanja, torej ves čas, ko smo aktivni princi. Sicer pa opravo, ki jo vidite zdajle, je pa oprava neaktualnega princa, to se pravi nekako med nami, mislim med njami nasplošno, velja rek, enkrat princ, zavedno princ. Zdaj nekako vemo že, kaj vse princ počne oziroma mora početi, pa bi lahko vi vseeno obudili spominje na tiste vaše naloge. Tako in tako ste morali predstavljati kurentovanje, pa vendar dela so potekala verjetno kar čez celo leto. Ja, dela čez celo leto, ker udeleževali smo se tudi teh mednarodnih izmenjav, teh tako imenovanih letnih karnevalov. Sicer pa vrhunec dela, torej je pa ravno v času od svečnice do pepelnice, kjer smo imeli, ne bi rekel, urnik zapolnjen do potankosti. Recimo na koncu po 2 letih, oziroma ne čisto po 2 letih, ko je zadeva šla k koncu, torej mandat princa je 2 leti in ko je zadeva šla k koncu, ko sem recimo poklical tega našega vodjo garde, tako imenovano, skratka to je bila kontaktna oseba, ko sem ga pač poklical, da je potem on dobil zraven fante, ker v gardi so se ljudje pač menjavali, ker so službene obveznosti in vse ostalo, da je samo recimo, ko sem ga poklical, kam gremo. Moramo omeniti še vaše društvo, kaj pravzaprav vi počnete, gre za skupino korantov ali še koga drugega? Gre za skupino korantov. Jaz sem torej iz turističnega društva Koranti Pobrežje. No in torej kaj je prijetno delo korantov, itak vemo, in naše osnovno poslanstvo, to bi rad bi rekel posebej izpostavil, je to, da vsako leto obiščemo v vasi vsako hišo. Torej ne delamo nobenih izjem. Povejte, bi bili še enkrat princ, če bi imeli to možnost? Bi bil. Če nekaj opravljaš z veseljem, potem pravzaprav ni ovir. Najlepša hvala za vaš pogovor. Hvala tudi vam.
Ja, takole je delil svoje spomine gospod Rajko Jurgec, torej princ karnevala Bertolda Draneški. Pravzaprav pa ste vi tisti, ki ste na nek način že od leta 2003 jih opremili z insignijami, potem značilnimi oblačili in svojo gardo. Na nek način so tudi prikazali vsi zgodbo svojega kraja, iz katerega prehajajo. Zakaj torej ste se odločili za to in zakaj je bilo to pomembno? Kakšna zgodba je? Torej leta 2000 je bil peljan pri nas lik princa karnevala. To je tako, kot je v karnevalskih mestih, kjer vodi povorko, kjer vabi recimo, kaj jaz vem, na različne prireditve. No, tretji oziroma četrti princ pa je prišel k meni pa je rekel, da on ne bi bil taka čista pustna šema klonska, da bi temu dodal nekaj drugega. Da bi on rad bil neka zgodovinska osebnost svojega kraja. Torej to ni nič na mojem zelniku zraslo, kot se reče, mene so samo poiskali kot zgodovinarja, naj mi iz kraja najdem pač neko osebnost. In dejansko je v Lancovi vasi bil nekoč Lančji dvor, ki je bil last Simona Moškona in jaz sem to osebnost izbrskala, ga seveda opredelila časovno, vse ostalo in vemo, kako so ljudje recimo v 16. 17. stoletju bili oblečeni. Na pomoč mi je priskočil celo dr. Sergij Vrišar, ki ga je narisal v enem Ringraf stilu. Njegov prvi kostum je bil izdelan celo v torej krojač gledališča mariborskega. No, naslednji je že bil seveda čez 2 leti drug, ki je prišel iz druge vasi in tako so se zvrstili vsak recimo iz svojega kraja. Tako je Bertold Draneški, seveda tam je bil v Majšperku torej last draneških gospodov, ki so kasneje, recimo, kaj jaz vem, gospodje ptujskih od njih kupili tudi velike posesti in tako naprej. In seveda on je dobil lik Draneških, tako da je pač celotna njegova zgodba zasnovana na tem liku človeka, ki je dejansko bil in tudi, če se le da, najdem grb, ki je avtentičen, s tem, da mu dodamo, seveda, da ne pokvarimo starega, pravega, historične, heraldične podobe nekega grba, da mu dodamo mogoče kako malenkost pustno ali pa kake inicialke ali kaj podobnega za princa. Seveda so se, včasih je lažje najti, za kak kraj včasih težje. Recimo zadnji princ, 18. prihaja iz majhnega kraja, kjer je bil rudnik nekoč. Se pravi, no, njegovo spremstvo je nekako kot rudarji. Takrat, ko je bil recimo princ karnevala Klinc Marko, je Spohlanski, je bil, kot se to reče, tam en svobodni dvorec, kjer je imel tudi svoje podložnike. Tam so nastali recimo podložniki njegovi, ki so danes tudi čist ena krasna skupina in se odlično, recimo, kaj jaz vem, vklapljajo v ta karnevalski del. Skratka, vsak doda en kanček svoje zgodbe k mozaiku, ne? Zgodovine. Princev, dobro. Hvala lepa za vse te informacije. No, mi pa se bomo tik pred koncem še ogledali en prispevek in sicer čisto otroško obarven, namreč včeraj se je na Ptuju odvijalo pustno rajanje za naše najmlajše. Rajali so skupaj z ribičem Pepetom in pa Čuki, no in tudi mi smo bili tam in preverili, kako so se imeli. Poglejmo. Da bodo Čuki in ribič Pepe pritegnili veliko otrok in družin, je bilo kaj hitro jasno, saj se je dvorana hitro napolnila. To, kar je ena najbolj luštnih tradicij kurentovanja, je tudi poližur, tradicionalni poližur, ki ga pripravljamo z našo perutnino tukaj in seveda to je dogodek, ki je vsako leto razprodan, to je dogodek, ki se ga otroci najbolj veselijo, tudi starši si za kakšno urico s tem malce oddahnejo, ker prepustijo otroke seveda v varstvo našim Čukom, ne, pa seveda ribiču Pepetu in vsemu ostalemu spremstvu, ki vedno sodi k Čukom, tako da današnji večer je res spet takšen, kot mora biti. Že lani smo ga lahko delno pripravili, prej vmes med korono niti ne, zdaj pa spet otroci uživajo tako, kot morajo in to je zagotovo eden najbolj srčkanih delov kurentovanja. Pri tem pa je seveda bilo užitek videti, da so zamaskirani tako otroci kot njihovi starši. Otroci res razmišljajo, kako se bodo oblekli na tale poližur, ne. Večkrat vidimo, da so enako oblečeni kot starši, da sta oče in sin Spidermana, da sta mamica in hčerka princeski in tako naprej.
pravzaprav tudi cele družine se lepo našemijo, tako da jih je res lepo videti, kako uživajo in zelo smo veseli, da je kar precej tudi takih čisto majcenih kurentov tukaj med nami, kar pomeni, da tradicija kurentovanja živi iz roda v rod in da gremo naprej s tem v nove zgodbe. Pred začetkom so vsi že nestrpno čakali, da na oder stopijo Čuki in ribič Pepe. Pa še zaupali so nam, kakšno veselje so imeli pri izbiri pustnih mask. Seveda, že komaj čakamo, da se začne. Kako to, da ste se odločili oziroma da sta oba dva napravljena, vam veliko pomeni to kurentovanje in pustovanje? Tako, ta otroški duh mora ostati v telesu, tako da se vsako leto udeležimo tega dogodka. Imamo že neko tradicijo, ne, da se v tem času gre pa to. Mislim na to, da je tudi danes program za otroke, pa tudi verjetno tudi že malo nestrpno se čaka, da se začne. Ja, vsekakor ja, nestrpnost je in komaj čakamo. Prvič smo prišli skupaj kot družina na kurentovanje oziroma na pustovanje. Komaj smo čakali, da pridemo, ne? Čeprav je komaj 14 mesecev stara, ampak mora nadaljevati našo tradicijo. Imamo radi pust. Boš tudi ti kaj povedala, izvoli? Reči ti pa še ne veš, da je super tukaj. To je pustna tradicija, a ne? Pa še zaradi njega. Večinoma zaradi njega, no. Kaj pa si ti danes? Kaj si ti? A si policaj ali kaj si? Gasilec. Mamica povedala. Na glas. Gasilec. Kako to, da si jelenček? Zato, ker mi je bil všeč jelenček. Pa imaš tudi drugače rada pustovanje, pa pustne maske, tako vsako leto? Ja. Kaj si že do zdaj bila, se spomniš za nazaj? Čarovnica iz risanke Elze pa Ana in mi je zelo všeč in zato sem se oblekla v to. Imaš tudi sicer rada pustovanje, pa maske, pa tako? Se spomniš, kaj si že bila, pa katere maske, kakšne maske so ti najbolj všeč? Ful so mi všeč princese, ko sem bila še mala, sem bila Elza. Pa to mi je zelo všeč. Ribič Pepe pa je bil vesel, da je prav na Ptuju. Jaz mislim, da je fašing ena taka stvar, ki je otrokom še posebej draga, zaradi tega, ker lahko za tistih nekaj ur preidejo v sanjski svet, ki ga poznajo sami iz pravljic in iz risank, tukaj se jim pa uresniči. In če je ribič Pepe in če so Čuki lahko del tega, wow, the best. In tako, kot je rekel, je tudi bilo. Otroci so namreč neznansko uživali, peli in plesali skupaj s Čuki in ribičem Pepetom. Tako, to je za danes vse. Ostanite in spremljate to pustno in karnevalsko dogajanje iz Ptuja in okolice še naprej. Nikakor pa ne pozabite na nedeljo 19. februarja, ko si boste lahko v živo tudi na naših televizijskih zaslonih oziroma na BKTV ogledali pustno povorko oziroma tamkajšnje karnevalsko povorko. Ne zamudite torej ob 13:15. Nasvidenje.